Danes v novicah med drugim. Tudi v Novem mestu potekala stavka pacientov. Inženirka leta 2022 je postala Rosana Kolar. Natečaj ob 100-letnici Knafelčeve markacije. Dober večer. Danes predvidene stavke sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Fides ni bilo. V več mestih po Sloveniji, tudi v Novem mestu, pa je včeraj pozno popoldne na pobudo iniciative Glas ljudstva potekala stavka bolnikov za ohranitev javnega zdravstva. Svoje izkušnje so predstavili tudi ljudje brez osebnega zdravnika. Na glavnem trgu se je zbralo 20 stavkajočih, ki so si razdelili značke civilne iniciative Glas ljudstva in opozorili na pravico do javnega zdravstva. Javno zdravstvo smo imeli, vsi se ga dobro spomnimo in takrat v tistih časih ni bilo posebnih težav. Zdaj so ga sistemsko želijo uničiti, spremeniti in zato smo se tudi spontano zbrali na poziv. Zatem so se odpravili proti zdravstvenemu domu. In tudi pokažemo našim zdravnikom, da mi smo dejansko z njimi, ne smo pa s tistim delom zdravnikov, ki pač si izkoriščajo to situacijo za svojo lastno promocijo, bogatenje in pa privatizacijo zdravstva. Stavkamo za vseh 130 tisoč ljudi brez izbranega osebnega zdravnika, za vse, ki nemočni čakajo mesece in leta na pregled, ter za zaposlene v javnem sistemu, ki niso pozabili na bolnike in jim ne gre zgolj za dobiček, so sporočili pobudniki shodov. Ta korupcija, kar ostaja v zdravstvu, niso krivi ne delavci v zdravstvu, ampak prvenstveno politika in pa lobiji, ki obstajajo, ki obkrožajo to naše zdravstvo. Tega shoda sem se udeležila ravno zaradi tega, ker so čez noč uvedli dopolnilno zdravstveno zavarovanje in želim, da ga tudi čez noč ukinejo. Zato, ker ni pravično do vseh državljanov Republike Slovenije. Stavko so udeleženci opozorili na nujnost skrajšanja čakalnih vrst v zdravstvu, reorganizacije tega in odprave dodatnega zdravstvenega zavarovanja. Zdaj se mi pa pravno, da so upoštevajo vse te zahteve, ki jih je Glas ljudstva izpostavil, se pravi, dvoživke ne grejo, naj zdravnikom uredijo tako, da bodo lahko v javnih bolnicah upravili ta dela, seveda naj jih tudi primerno plačajo, kakor treba. Svojo izkušnjo nam je zaupala bolnica, operirana v UKC Ljubljana. Poseg je po zaslugi dobrega zdravnika uspel, je povedala. Težava je bila vožnja s starim reševalnim vozilom domov. Ki je poskakoval po avtocesti, si mislite, kako je tlele poskočil čez železniško postajo. In ne vem, če bom kdaj še dobra s to hrbtenico, ker je minilo 9 mesecev in imam posledice. In sem se mogla zdraviti, ker mi je vse pocukalo notranje šive. Tudi to je naše zdravstvo, je opozorila. V Ljubljani so včeraj razglasili inženirko leta 2022. Naziva se je razveselila Rosana Kolar, diplomirana inženirka strojništva in letalska mehaničarka v podjetju Adria Tehnika. Med 10 nominirankami sta bili tudi Ana Kavčič iz novomeške Krke in Lara Topol iz nuklearne elektrarne Krško. Letošnji izbor je bil sicer 5. po vrsti in je del projekta Inženirke in inženirji bomo. Glavni namen projekta je spodbujanje mladih k študiju na področju naravoslovja in tehnologije. Med inženirji na svetu je danes le 16,5% žensk. V Sloveniji se na STEM študije vpiše na 2 dijaka, 1 dijakinja. Izbor inženirke leta je tako že 5. leto zapored širši javnosti predstavil 10 inženirk, ki so svojo osebnostjo zgled in navdih mladim, zlasti dekletom. Inženirke imajo v podjetjih, v katerih delajo, pomembno vlogo. Ana Kavčič tako učinkovito združuje poznavanje proizvodnje zdravil in farmacije z znanjem informatike. In mislim, da brez tega osnovnega znanja, ki sem ga pridobila v proizvodnji dela, ne bi mogla kompetentno upravljati. Nuklearna elektrarna Krško sodi med najbolj varne elektrarne na svetu, nam iz prve roke zagotovi Lara Topol, inženirka, ki kot vodilna inštruktorica osebja proizvodnje v elektrarni opravlja eno najbolj odgovornih nalog.
To je eno družbeno odgovorno delo, ker vemo, da je nuklearna elektrarna Krško zelo pomemben objekt za v bistvu infrastrukturo ne samo ene, nego celo dveh držav. Saj zagotavljamo elektriko tako Hrvaški kot seveda Sloveniji, dodaja. Ko bom velika, bom letalski mehanik, pa je mami kot majhna deklica dejala letošnja zmagovalka izbora. Opravlja delo letalske mehaničarke in kako zaznava svojo vlogo v podjetju. Zagotovo sem član ekipe zaradi tega, ker fantje me sprejmejo, mi pomagajo, mi delijo svoje znanje, poskrbijo zame, preverjajo, če sem v redu, včasih, ko mi res nekaj ne gre in tam mečkam v koto za vogalom. Prestižni kipec je izročila predsednica države Nataša Pirc-Musar, ki je v nagovoru izpostavila, da je skrb za talente naša skupna odgovornost. Vse nominiranke, še posebej pa nagrajenka, so gotovo vzgled, kako premikati meje. In v zadnjem obdobju mladi premikajo stereotipne meje, saj je pri njih vedno več zanimanja za inženirske poklice. Inženirski poklic ponovno dobiva tisto veljavo, kot jo je imel včasih. Če se spomnimo, včasih je na zvoncu pisalo ime priimek Dipl Ink. V 5 letih, odkar poteka izbor, je bilo v ospredje postavljenih 50 žensk inženirk. Te si kot ambasadorke predvsem prizadevajo, da bi se za inženirske poklice odločalo čim več deklet. V projekt omogočanja multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi, ki ga financira Ministrstvo za infrastrukturo, se je od leta 2016 do danes vključilo 60 slovenskih občin. V teh so zbrali podatke o dostopnosti infrastrukture za invalide, kot so pločniki, ceste, križišča in javne sanitarije. O učinkih projekta so danes govorili v Novem mestu. Mestni občini Novo mesto in Krško ter Brežiška in Sevniška občina, ki sodelujejo, želijo v mestnih okoljih zagotoviti ustrezno dostopnost in vključevanje v družbene dejavnosti vsem. Je pa poudarek na osebah z oviranostmi, iz družbe pogosto izključenih. Nekaj se jih je zbralo tudi na tokratnem posvetu. V Novem mestu se mi zdi, da v zadnjih letih so se stvari, ki se obnavljajo, ki so novejše, da so prilagojene in pač za naše potrebe. In smo tudi s predlogi, ki smo jih včasih pač dali na mestno občino, smo bili tudi uslišani. Včasih imajo občine več, včasih manj posluha za nas, meni Janez Keremc. Zato sem pa danes hotel opozoriti, ker so bili tukaj nekateri predstavniki občin, da če gredo v izvedbo teh oznak, talnih oznak za slepih, da se lahko samostojno gibljajo v samem kraju, potem naj se to naredi tako, kakor je potrebno, čeprav je malo dražje. Večletni projekt, ki ga želijo razširiti na vse občine, izvaja Geodetski inštitut Slovenije. Gremo po istem pločniku skozi isto križišče in da mora biti pravzaprav za vse skupine invalidov prilagojen ta prostor. Prav tako javni prevoz in pa seveda vstop in pa dostopnost javnih zgradb, naprimer občinskih sodišč. A ne le fizično dostopnost do stavb, ranljivim skupinam moramo zagotoviti tudi spletno dostopnost. V imenu podizvajalca projekta poudarja Maša Malovrh. V okviru tega obstaja tudi zakon, ki zavezuje med drugim tudi občine za to, da morajo biti njihove spletišča prilagojena, vendar v praksi to še ni tam, kjer bi moralo biti. Zato tudi iz tega stališča vključujemo v projekt dostopnost raznih digitalnih vsebin. Nekatere sodelujoče občine so že pripravile rešitve in poskrbele za dostopnost mestnega prostora ter s tem izboljšale mobilnost tudi gibalno oviranih, slepih in slabovidnih, gluhih in naglušnih ter starejših. Načeloma pa načrt projekta je, da se razvija v nekaj večjega, kjer bi se omogočala dostopnost vseh življenjskih prostorov človeka, od domačega okolja v doma, v smislu tudi možnosti rehabilitacije v tem domačem okolju, z povezavo z mobilnostjo. V projekt želijo sicer vključiti tudi druge ciljne skupine, poudarja Malovrhova. V Brežiški občini pa želijo, da bi vsi občani prišli do optičnega omrežja. Zato na območjih, na katerih podjetja nimajo komercialnega interesa za gradnjo širokopasovnih povezav, podjetje GVO gradi odprto optično širokopasovno omrežje. Gre za 835 tako imenovanih belih lis.
Polaganje optičnega omrežja poteka v sodelovanju z občino, ki sočasno izvaja projekt hidravlične izboljšave. Mi smo to super praktično omogočili GVO-ju, da je pridobil ta sredstva in da on to izvaja. Občina seveda pri Beli lisah praktično sodeluje, druga kot samo je dala brezplačno služnost in vse ostalo pa seveda izvajajo telekomunikacije. Dela po vsej občini naj bi zaključili do avgusta. Gradnja optičnega omrežja v občini Brežice poteka od lanskega marca, projekt pa je delno sofinanciran iz Evropskega kohezijskega sklada za regionalni razvoj. Lani smo obeležili 100-letnico Knafelčeve markacije, prepoznavne bele pike, obrobljene z rdečim kolobarjem, ki planincem in pohodnikom kaže pravo pot in jo je iznašel Novomeščan Alojz Knafelc. V Planinskem društvu Krka so ob visokem jubileju razpisali nagradni natečaj, včeraj pa podelili priznanja in nagrade avtorjem izstopajočih fotografij in likovnih izdelkov. Poglejmo. Na fotografski in likovni natečaj, ki sta ga razpisala občina in Planinsko društvo, je med 19. septembrom in 15. novembrom prispelo 35 fotografij in 54 likovnih izdelkov. Natečaj je tako dosegel svoj namen. Zato, da bi med mladino vzbudili pozornost na pohodništvo oziroma tudi na našega velikega Novomeščana Alojzija Knafelca. Alojzij Knafelc je leta 2022 uvedel enotno markiranje slovenskih planinskih poti. S tem imamo vzpostavljeni na celotni mreži 10.000 km poti enotno označevanje. In na ta način so planinci znajdejo na teh poteh. Fotografije in izdelke so prispevali posamezniki, otroci iz osnovnih šol Otočec, Šmihejev in Center ter vrtcev Otočec in Cicjeban enote Labot. Ob 100. obletnici Knafelčeve markacije sem narisal linorez. 11-letnik pozna markacije. Ja, veliko hodim na Trško goro in sem jo že velikokrat videl. Ustvarjal sem v bistvu maketo na tak način iz lesa in nato sem jo s temperami pobarvala. Sodelovati na natečaju jim je bil svojevrsten izziv, je poudarila mentorica otoških učencev. Knafelčeva markacija je zanimiv likovni znak. In iz tega znaka smo nekako razvili različne tehnike likovne. Učenci so naredili zelo raznolike izdelke v tehnikah risbe, slike, grafike, na lesu. 5-članska komisija je izbrala najboljše v posameznih kategorijah. Podpiram planinstvo in ob 100-letnici Knafelčeve markacije sem bral na spletnih stranah, pa sem par fotografij poslal na natečaj. Za znamenite označbe planinskih poti v Sloveniji skrbi 900 markacistov, prostovoljcev Planinske zveze. Za konec pa še povabilo k ogledu pogovora z našo osebnostjo decembra. Branko Butala, glavni organizator božičnega nočnega pohoda in koncerta v jami Gardani Skedenj, bo gost v našem studiu čez 1 uro. Preživite lep večer in lahko noč.